Tudi ti ne maraš prodaje in se na vsak način želiš izogniti gumbu kupi na tvoji spletni strani. Potem te vabim, da z odprto glavo pogledaš tale video in pristopiš k prodaji na spletni strani malenkost drugače. Pa dajmo najprej pogledati, kaj sploh je prodaja. Če razumeš prodajo kot manipulacijo oziroma siljenje v nekaj, kar nihče noče, potem je mogoče čas, da pogledaš na prodajo iz malenkost druge perspektive. Prodaja v resnici pomagati in rešiti problem tvoje idealne stranke. In tudi marketing ni nič slabega. V resnici je marketing iskanje ljudi, ki imajo problem, za katerega imaš ti rešitev in ga tudi uspešno rešuješ. In to so tvoje idealne stranke. Kako torej naj tvoja spletna stran prodaja in to brez agresivnih problemov? Tukaj so 3 koraki. In prvi korak je filter. Najprej potrebuješ filter, ki bo takoj ločil med tistimi tvojimi idealnimi strankami in tistimi ljudmi oziroma obiskovalci, ki jih tvoja ponudba sploh ne zanima. Ali drugače povedano, filtriraš med tistimi obiskovalci, ki imajo tvoj problem, ki ga ti rešuješ, in med tistimi, ki ga nimajo. In zdaj se mogoče sprašuješ, zakaj je sploh potrebno, da že imaš filter takoj, ko nekdo pride na tvojo spletno stran. In to je potrebno zato, ker bo obiskovalec takoj vedel, ali je tukaj neka vsebina, ki bo rešila njegov problem ali ne. In s tem bo prilagojena tudi vsebina. Vsebina bo fokusirana za tvojo idealno stranko. In tako, ko bo obiskovalec bral oziroma brskal po tvoji spletni strani, se bo počutil razumljeno in pa zelo domače. Kar pa naravno vodi k zaupanju in nakupu brez agresivnih prijemov. Pa preden nadaljujem, naj samo še poudarim, da zmeraj, ko govorim o neki dobri ponudbi oziroma dobri prodaji, imam v mislih to, da so v tem postopku vsi vpleteni zmagovalci. To pomeni, da so zmagovalec oziroma zmagovalka ti kot podjetnik oziroma ti, ki dobiš novo prodajo, novega kupca, in na drugi strani tudi tvoja stranka oziroma kupec, ker bo zadovoljen oziroma zadovoljna, ker bo rešila svoj problem, ki ga želila rešiti. Ok, pa če se vrnemo zdaj na zdaj, se mogoče sprašuješ, kako pa zdaj narediš oziroma ustvariš takšen filter na spletni strani. Najboljše je, da je ta filter že res takoj na spletni strani, ko nov obiskovalec odpre tvojo spletno stran. Tako bo takoj dobil v bistvu odgovor, ali je tu nekaj zanj ali tukaj ni nekaj zanj. To lahko narediš preko tistega prvega banerja oziroma prve strani, kjer je običajno naslov in pa nek gumb, kratek opis, in skozi to lahko narediš v bistvu filter. In na tem mestu, ko delaš ta filter oziroma pišeš naslov, podnaslov, mogoče celo kakšen slogan in gumbe, ki bojo vodili na naslednji korak tvoje obiskovalce, je potrebna jasnost. Tukaj ni prostora za poetičnost. To je namreč mesto, kjer novemu obiskovalcu odgovoriš v približno 3 do 5 sekundah na vprašanje, ali je to vsebina oziroma ali je tukaj rešitev, ki jo išče. In tako narediš v bistvu takoj že filter med tistimi, ki jih tvoja vsebina zanima, in med tistimi, ki jih tvoja vsebina ne zanima. Drugi korak so odnosi. Ko gredo obiskovalci čez filter teh idealnih strank, potem je čas, da s temi idealnimi strankami, ki torej gredo čez filter, začneš graditi dobre odnose. In seveda je na tej točki to veliko lažje, ker imata že takoj eno skupno točko, in to je tvoja ponudba. Na tvoji spletni strani so torej čez filter prišle samo tvoje idealne stranke. In to je odlična priložnost, da na tej točki res začneš graditi z dobrimi odnosi. In ne, to ni nič agresivnega ali slinastega. To je jasna in iskrena komunikacija, kjer izražaš 100% sebe. In tukaj ne mislim, da deliš največje svoje skrivnosti, ampak v bistvu, da sebe izražaš v polnosti. Narediva eno vajo. Če samo pomisliš, od koga najraje kupuješ. Je to nekdo, ki ga sploh ne poznaš, ki sploh ne veš, kdo je, ali od nekoga, ki ga poznaš, ga redno spremljaš, poznaš tudi mogoče delno njegovo življenje, veš, kaj počneš, poznaš njegove izkušnje, kaj je zmožen narediti, kakšne rezultate imajo njegove stranke in tako naprej. Verjetno bo izbira tistega, ki ga že bolj poznaš in ti všeč, a ne? Zato je zelo pomembno, da v bistvu z svojimi potencialnimi strankami začneš z gradnjo odnosov. In mogoče se zdaj vprašaš, kako pa to narediti, da je v bistvu naravno, prijetno in iskreno. V resnici je zelo podobno kot v realnem svetu, ko recimo prvič nekoga srečaš oziroma spoznaš. Verjetno, ko nekoga prvič vidiš, se mu mogoče predstaviš, mu mogoče poveš, s čim se ukvarjaš, in če vidiš, da je zanimanje z obeh
strani, mogoče pogovor veliko bolj steče. In enako je na spletni strani. Takoj, ko obiskovalec pride na tvojo spletno stran, ga seznaniš, kdo ti si, s čim se ukvarjaš, kateri problem rešuješ, in tisti, ki jih ta vsebina ne bo zanimala, bodo takoj zaprli tvojo spletno stran. Tisti, ki jih bo pa tvoja vsebina zanimala, bodo nadaljevali z brskanjem po spletni strani. In oboje je okej. Pomembno je na tej točki, da daš res veliko jasnosti, kaj tukaj je in za koga v bistvu ta recimo spletna stran oziroma ponudba sploh je, tako da obiskovalec res takoj se lahko odloči, ali je to nekaj zanj ali takoj to nekaj ni zanj. To je namreč odličen začetek, kako lahko gradiš dobre odnose, zaradi tega, ker se gradijo na iskrenosti in ti bodo tvoje potencialne stranke že takoj na začetku veliko bolj zaupale. Tukaj na tem mestu lahko v bistvu zelo iskreno poveš, za koga tvoja ponudba je in za koga tvoja ponudba ni. Ker v resnici si podjetniki ne želimo imeti nezadovoljnih strank, zato je fino, da za to poskrbimo, kar se da čim bolj in da v bistvu že tako jasno povemo, za koga tvoja ponudba je in za koga tvoja ponudba ni. Če imaš jasno sliko svoje idealne stranke, potem v bistvu to ne bi smelo biti prevelika težava. In prodaja bo seveda tudi naravno stekla. Če pa nimaš jasne slike z profila svoje idealne stranke, potem pa je na tem mestu zelo nujno, da jo čim prej urediš. Pomagaj si lahko tudi z mojim priročnikom na spletni strani. Link do tega priročnika bom pustila v opisu tega videa. Tretji korak je klic k akciji oziroma CTA. Na točki, ko smo sfiltrirali med tistimi, ki jih tvoja ponudba ne zanima in med tistimi, ki jih tvoja ponudba zanima in s temi, ki jih zanima, smo začeli graditi že dobre odnose, je potem čas, da jih pozovemo k neki akciji oziroma k naslednjemu koraku. In to je klic k akciji, ki je za veliko podjetnikov ena največja nočna mora. Če je tudi zate nekaj najhujšega, da nekomu ponudiš, da nekaj kupi od tebe, potem je v bistvu čas, da spremeniš perspektivo. Če pogledava zdaj, sva na točki, kjer smo sfiltrirali obiskovalce na tiste, ki jih ne zanima tvoja ponudba in na tiste, ki jih zanima tvoja ponudba. In v tvoji družbi so ostali samo tistih, ki jih vsaj malo zanima tvoja ponudba. Skozi gradnjo odnosov so uspeli spoznati tebe, tvoje delo, tvoje izkušnje, kakšni so rezultati tvoje strank in tako naprej. In če še nisi na tej točki, potem ne preskakuj. Prvo sta potrebni v bistvu, da narediš ta dva koraka. In zdaj te vprašam, če je torej nekdo jasno izrazil, da ga zanima tvoja ponudba, ker je tukaj v tvoji družbi, mu je tudi očitno tvoj pristop oziroma tvoj način všeč. Je potem vljudno, da ga povabiš, da naredi s tabo naslednji korak oziroma da se mogoče poglobita v vajin odnos ali ne? Je vljudno, da ga povabiš, da končno reši ta svoj trdovratni problem, ki ga ima ali ne? Na tem mestu se od tebe ne samo, da se pričakuje, da narediš nek naslednji korak, ampak je celo tvoja dolžnost, da pomagaš svoji idealni stranki, da reši svoj problem. Ti zato verjetno imaš tudi posel, a ne? Torej nič več skrivanja. Kot ta pravi lider je tvoja dolžnost, da povabiš svoje idealne stranke, ki so jasno izrazile, da želijo sodelovati s tabo, da naredijo korak naprej. Verjemi, da se bodo tako počutile veliko bolj vodeno, varno in ti bodo veliko bolj tudi zaupale. Saj se bodo počutile, da je za njih lepo poskrbljeno. Zaupaj mi in spodaj v komentar zapiši, katera izmed teh treh točk oziroma korakov je zate najtežji. Če ti je bil ta video všeč, potem te vabim, da klikneš subscribe, deliš ta video s tistimi, ki bi jih morda ta vsebina lahko zanimala, YouTube pa ti bo že kmalu priporočal naslednji video.